Slovenija bo do 30. junija v skladu z uredbo, ki nam to nalaga, uvedla tako imenovano digitalno COVID potrdilo. To je novo ime za digitalno zeleno potrdilo, kot se mu je reklo, in bo enotno za vse države Evropske unije. Bistveni del tega potrdila je ta, da smo se zaradi dogovora z drugimi državami članicami dogovorili, da je na njem tako imenovana QR koda, ki nam omogoča, da če jo imamo na papirju ali pa če imamo v mobilni napravi, jo lahko pokažemo na primer policistu na meji in ta svojo aplikacijo, to kodo preveri. Pri tem je upoštevano to, da se pri sami izdaji COVID potrdila ali pa pri preverjanju ne kreirajo nobene nove zbirke osebnih podatkov. Naši zdravstveni podatki ostajajo samo v Sloveniji, izrecno pa je prepovedano oziroma ni dovoljeno, da bi policist pri pregledu tega potrdila te podatke hranil pri sebi. Kar bo nam lažje nekomu, ki želi potovati, v tem, da ne bo pred potovanjem moral ugotavljati, ali potrebuje neko posebno obliko potrdila, ne bo rabo iti k zdravniku, da bi mu mogoče ožigosal potrdilo iz vema. Vedeli bomo, da oblika potrdila je prava in da se jo da preveriti. To ne pomeni, da bodo vsi imetniki digitalnega potrdila imeli tudi prost vstop v katerokoli državo Evropske unije, na to je treba opozoriti. Aktivnosti v zvezi s tem, da zagotovimo enotne pogoje za prehode meje, še potekajo in upamo, da se bodo države članice tudi tu do 1. julija, ko bomo vsi začeli to izdajati, dogovorile tudi na tem področju. S potrdilom ne dobivamo enotnih pogojev za prehod meje. Potrdilo bomo izdajali tudi otrokom, seveda vsem, ki so testirani ali konec koncev najstniki, ki bodo cepljeni. Ali to zadostuje za vstop v določeno državo, pa bo moral imetnik potrdila še vedno preveriti. To je jasno napisano tudi na samem potrdilu. Obstaja evropski portal Reopen Europa, na katerem si lahko kadarkoli pregledaš trenutno veljavne pogoje. Se pravi, ne bomo pa več rabili skrbeti, ali imamo potrdilo prave oblike.